Živijo, moje ime je Tjaša Železnik, prebrala vam bom pravljico z naslovom Darilo. Napisala jo je pisateljica Anja Štefan. V tistem daljnem gozdu je veliko jaz, ampak ena je prav posebno sončna. Na njej je nekoč stala nenavadna kočica, ne prevelika, ne prebogata, ljubka pa tako, da bi človek kar takoj uganil. Gotovo so jo naredile pasje in mačje in mišje tačice. In res, v koči so živeli pes in mačica in drobna miška. Kaj so počeli? Tisoč in eno stvar. Ampak nekega dne se jim je zgodilo nekaj prav posebnega. Čez noč je pritisnil hud mraz. Zakuriti moramo, je rekla mačica. Drv ni, je dodala miška in pes je kar takoj razumel. Vzel je sekiro, stopil za kočo in cepil, da je letelo na vse strani. 7 debelih polen je razcepil. Potem pa se je vzravnal, pomigal je z repkom in že sta priskočili mačica in miška. Miška si je naložila polno naročje trščic, mačica polno naročje trsk, pes pa vse, kar je ostalo. 1, 2, 3 in že so bila drva ob ognjišču. Samo da so drva v hiši, pa me kar manj zebe, je tedaj zacvilila miška. Kako prijetno bo šele, ko bomo zakurili, je dodala mačica in brž začela nalagati na ognjišče. No, potem sta prižgali, malo popihali in glej, že so zaprasketali prvi plamenčki. Zdaj so pohiteli po blazine. Miška je privlekla najmanjšo, mačica malo večjo in pes največjo. Legli so pred ognjišče, srebali čaj in greli svoje premražene tačke. Tak dan, ko se po dolgem času spet zakuri, je pa res nekaj posebnega, je na vsem lepem rekla mačica. Posebnega, je pritrdila miška. Prijetnega, je prikimal pes. Mačica je pomolčala, potem pa nekoliko tiše dodala. Kako lepo bi bilo šele, če bi nam nekdo naskrivaj sem ob ognjišče nastavil kakšno majceno darilo. Res, to bi bilo lepo, je zavzdihnila miška. Pes pa je dvignil ušesa in resno pogledal proti njima. Odkot zdaj te neumnosti, je pihnil. Le kdo bi nam lahko prinesel darilo? Sem na to samotno jaz, dajte, no, bodita pametni. Prav ima, si je mislila mačica, a je vseeno še enkrat čisto potiho vzdihnila. Darilce, darilčece. In je odpredla v spanje. Tudi miška bi zapredla, če bi znala. Tako pa je samo počasi zaprla oči in zaspala. Nazadnje je zaspal še pes. Noč je bila tiha in na gosto posuta zvezdami. Tudi njihove sanje so bile goste in lepe in dolge. Ne vem, kdo se je prebudil prvi, ampak potem so bili v hipu budni vsi trije. Kajti tam, ob ognjišču, tam se je nekaj bleščalo. Zvončki, 3 zlati zvončki, velik, manjši in še manjši. Poskočila je miška, poskočila je mačica in pomislite, poskočil je tudi pes. Visoko je dvignil največji zvonček in veselo skakal s tačke na tačko. Tudi mačica in miška sta skakali. Zvončki pa so peli, da je bil dan prav veselo okrogu. Ali še vedno cingljajo? Ne, to pa ne. Red je red, je odločil pes. In prazniki so samo včasih. Ob navadnih dnevih pa vsak pozvoni samo enkrat. Pes za dobro jutro. Cin, cin. Mačica za dober dan. Cin, cin. In miška za lahko noč. Baje se njihove zvončke sliši zelo daleč. Do moje hiše sicer ne, do vaše pa mogoče.